Ena največjih napak, ki jih lahko narediš, da bereš Sveto pismo kot nek roman. Zakaj bi bila danes zgodba Adama in Eve smiselna? Adam je vzet iz materialnega sveta. Ni še končni izdelek. Bog rekel, lahko naredim boljši. In naredil Evo. Iz Adama. Eva se takoj rodi v odnos. Vzeta iz nečesa živega. In ženske so veliko bolj kot moški, se mi zdi, biti v odnosu. Janez Meden, dobrodošel. Mladi danes se ne poročajo. Danes se mi zdi, dosti moških pade v eno to skušnjavo samouresničenja. Jaz bom kolesaril, svoje telo zgradil, da bom zgledal najboljš, kot lahko zgledam, da bom zgradil iz sebe nek ideal. Odnosi so pa tako za zraven, zato da gradi mene. Oba prineseta na mizo ta svoj dar in ga data drug drugemu, je to nekaj zelo lepega. To jaz v svojem zakonu vidim, zato pričujemo za zakon. Zakaj je to drugače, če je v zakonu, kot pa če sem tako random tu in tam? Zaljubljenost. Zakaj ljudje radi menjavajo odnose, pa grejo iz odnosa v odnos, težko se pa zavezati za celo življenje, od enega odnosa za nekaj časa. Oddaja Odnosi so zakon. Dobrodošli v oddaji Odnosi so zakon, v kateri tokrat gostim Janeza Medena, teologa, prijatelja, sodelavca, ki je pravkar v procesu priprave novega gradiva za zakonske skupine, ki bo šel v same biblične temelje zakona in tega, zakaj je dobro biti poročen, kako smo si moški in ženski med seboj različni in kaj to v praksi pomeni za nas, pa hkrati tudi oddaji res odlično razloži, kakšna je vizija zakona, da v bistvu tudi mladi, ki se ne vedo, zakaj bi se poročili, če boste tole pogledali, boste precej bolj vedeli, zakaj. Pridite pa si pogledajte. Sicer pa priporočamo, da še všečkate naše oddaje, da se naročite na naš YouTube kanal ali pa na Spotifyju kliknete plus kot priljubljeno oddajo, da jo bo uvrstilo malo više in da bo za to vsebino zvedlo še več ljudi. Pri Dižu radi dajemo naprej. Janez, viš, to so naše cerkvene interne debate, ki so zelo potrebne. Janez Meden, dobrodošel v Krškem. Z veseljem. Ja. Pred časom sva že bila skupaj, sva majčkeno spoznala tvojo zgodbo, tako da kdor te želi spoznati iz te osebne plati, svetujem, da gre še enkrat pogledati na našem YouTube kanalu oddajo, kjer sva govorila bolj o tebi osebno. Zdaj pa prehajaš sem kot nekdo, ki z nami sodelujeva tudi v aplikaciji Nine-App. Si tam avtor tudi odličnega potovanja, Suknje, sanje, odpuščanje, ki mislim, da je tudi izven postnega časa zelo aktualno. Ja, napisano je tako, da je. No, tako da svetujeva, da se mu posvetite, ampak tukaj pa niso, da bi govorila o tem, ampak o novem letniku za zakonske skupine, ki ga mnogi že željno pričakujemo. In kjer smo skupaj ugotavljali, sploh lansko leto, ko je bil med nami, nadajamo naprej Mark Šecman in smo govorili o teh bibličnih vidikih zakona, da dižovci rabimo majčkeno utemeljitve, kaj je zakon, zakaj je zakon in da gremo prav v to originalno zgodbo, v Genezo, v Svetopismo. V resnici pa mislim, da ima to vprašanje tudi zelo velike, širše družbene implikacije. Zaradi tega, ker če pogledava mlade danes, mene je pretreslo, da se je število otrok, ki so rojeni izven zakona, procent se je povišal. Moja zadnja informacija je bila, da je to 52% otrok, da je rojenih izven zakona. Danes slišim, je ta odstotek 60%. Se pravi, mladi danes se ne poročajo, razlogi so zelo večplastni, ampak mogoče bi mi dva danes tle še najbolj nagovorila to, da jim mogoče manjka tudi vizija. Kaj sploh je zakon, zakaj je to sploh nekaj smiselnega. Se pravi, nimamo nekega temeljnega pogleda na svet. Tako nekako za en zelo širok uvod. Ja, zdaj, meni je vedno zanimivo, ko prijem recimo sem na podcast, ali pa zdaj, kad delam tele vsebine za zakonce. Ja. Jaz sem poročen, včeraj sem imel obletnico 2 leti. Ja, okay. Jaz nisem neki izkušen zakonc, in se mi zdi pomemben reči, jaz nisem tukaj zelo učil zakonce, kako biti poročen. Si pa izkušen teolog, no? Ja, ni to, se pravi, ne gradim iz tega, ampak je pa Sveto pismo moja strast ali pa teologija. Me zelo zanima, tako racionalno povezujem stvari, hočem razumeti, zakaj so stvari tako, kot so. In to znanje recimo zdaj prenašam v ta letnik. Ja. In zato, ker se mi zdi, da meni pomaga.
če razumem stvari, ker sem se pač toliko poglabljal v zgodbo o stvarjenju človeka, Adama in Evo, pa tudi kasneje pol zakrament zakona, odnose skozi staro zavezo in mi to pomaga v mojem odnosu, ker vidim te odnose pri sebi, v svoji ženi in se mi zdi, če človek razume, mogoče lažje živi neko stvar, veliko lažje, lepše je. Zakaj bi bila danes sploh še ta zgodba Adama in Eve smiselna? Ne? Mislim, da sta to prava Adam in Eva, je to 6 dni, a veš, tako malo. To je tako zanimivo, ker ko smo začeli delati ta letnik, ko je bil Mark Šecman na tem seminarju, pa sem malo vprašal, kaj mislim o tem. Jaz vse te vsebine v bistvu govorim, samo jaz jih predam birmancem. Zato, ker običajno duhovniki želijo birmancem, preden dokončno odidejo in nikoli več ne bomo videli, hoče v bistvu dati še neko to zadnjo močno spodbudo glede nauka cerkve o odnosih, v zakonu. Jim želijo to dati. In pol jaz nekako letim v tej vlogi, da zdaj birmancem naj nekako predam to bogatstvo cerkvenega učenja o zakonu. Spomnim se, da si bil malo začuden, si rekel, pa se dižo ti to že vse vejo, ne? Ja, ali pa naj bi. Ja, jaz mogoče živim v enem takem svojem mehurčku, ki se mi zdi, da sej to pa že vsi vejo, ne? Pa ni res tako. Ni. Jaz pač imam ta blagoslov, da se s tem ukvarjam že zelo dolgo časa in lahko od tega tudi živim, ampak nimajo vsi te priložnosti, ne? In pol je v bistvu zelo fajn, da lahko to malo širim, pa kaj podelim od tega, kar sem mogoče spoznal. Zdaj, Adam pa Eva, zakaj sta zanimiva? Jaz vedno rečem, ko berem Sveto pismo, je ena največjih napak, ki jih lahko narediš, da bereš Sveto pismo kot zgodbo o nekom drugem. Da bereš to kot pač nek roman, nekaj, kar se je nekomu zgodil. Ali pa kot neko strogo zgodovino. Ali pa kot zgodovino. Ja. In v Svetem pismu so različne knjige. Zdaj, Sveto pismo vemo, da ni knjiga, je v bistvu knjižnica, ali pa mogoče knjižna polica, knjižna omara, kjer so različne knjige iz različnih časovnih obdobij, z različnimi nameni, v različnih slogih napisane. In zgodba o Adamu pa Evi je nekako to, kar bi nam bilo blizu. Bi lahko rekli, da je mit. Zdaj, vemo, da je navdihnjena od Svetega Duha, se pravi, sporoča nekaj, kar je resnično. A jaz birmancem rečem, zakaj ljudje še vedno beremo basni ali pa pišemo zgodbe, ki so zmišljene Gospodarja prstanov, pa Narnijo. Zakaj? Vemo, da ni res to, kar tam piše. A beremo zato, ker je to zgodba o nas, ker v tvojem življenju nekaj pove. In isto je zgodba o Adamu pa Evi, zgodba o stvarjenju. In tudi njen namen, ko je bila napisana, je bil razložiti nastanek sveta, ampak veliko globlji namen je razložiti, zakaj smo ljudje taki, kot smo. Kaj je namen človeka. Okay. Ker tako z našimi možgani, v 21. stoletju mi gledamo, hočemo stvari razumeti, tako kot so se res zgodile in bom si jaz pol ustvaril neko svoje mnenje. In pozabimo, da v resnici v ozadju vsakega našega vprašanja je v bistvu vprašanje o meni. Meta pripoved. Kaj to zame pomeni? Zakaj je moje življenje zaradi tega drugačno, zaradi te resnice, ki jo zunaj sebe spoznavam? In Sveto pismo se loti malo drugače, in se najprej vpraša to, zakaj smo mi taki, kot smo, kaj je tisto, kar mi v resnici iščemo. Okay. In nekako zgodba o stvarjenju odgovarja na to s prepletom 2 zgodb o stvarjenju. To pozoren bralec bo opazil, da je človek v Svetem pismu ustvarjen 2-krat. To zdaj malo tako karikiram. Govoriva o teh prvih 11 poglavjih, ne? Tako. Prve Mojzesove knjige. Prvo poglavje je to, kar je večini ljudi nekako najbolj znano, ko rečemo zgodbo o stvarjenju. Ko Bog ustvari svet v 6 dneh, 7. dan počiva. V teh 6 dneh je ustvarjeno vse. Od najprej svetloba, tema, pa pol kopno, morje, ta obok in tako naprej. In na 6. dan je ustvarjen človek in je postavljen v vrt. Druga zgodba je pa v bistvu, da je stvarstvo že kar nekako narejeno, je nek kaos, neka nerodovitna zemlja in tja je postavljen človek, da bi jo v sodelovanju z Bogom obdelal. In ko obdeluje, tam poimenuje živali, rastlin je in tako naprej, z njega je poskrbljeno, ampak ugotovi, da mu nekaj manjka. In v tej zgodbi pa Bog iz tega Adama naredi Evo. Ni dobro za človeka, da je sam. Tako. In pomen prepleta teh 2 zgodb je, da je v bistvu iskanje človeka ali pa vloga človeka v svetu dvojna. Ena je biti Božja podoba v svetu. To je nekako ta prva zgodba, ki gre po dnevih, je tudi liturgična. Zdaj pri maši, če smo pozorni, nekdo pride na koncu s prevoda, je vedno duhovnik ali pa škof, tisti, ki bo vodil bogoslužje.
In ta prva zgodba v bistvu hoče to simboliko nam pokazati. Da v bistvu najprej pride svetloba, tema, zemlja, živali, rastline, ribe in tako naprej. Primarni kaos, ne? Na koncu tega sprevoda pride človek kot tisti, ki bo vse to povzdignil v molitev ali pa naredil bogoslužje iz tega stvarstva. To je, se pravi, prva zgodba. Druga zgodba je pa, da človek sam, kljub temu, da že vse to počne, da je nekako gospodar in voditelj tega raja, tega stvarstva, če ni v odnosu z drugim človekom, je prazen, mu nekaj manjka. Okay. V bistvu ni, vse brez veze. Tako nekako. Bog reče, da mu nekaj manjka, da se mu ni našla pomoč, ki mu je primerna. To pomeni to. Ni brez veze. Jaz dostikrat povem eno zgodbo iz svojega življenja, to se verjetno se bo kdo tudi najdel v tem. Če greš sam v naravo, je običajno lepo. Ko če zadeneš kakšen lep dan, sončni vzhod, kakšni hribi gore, ne vem, kjer se lepo počutiš. Če si pozoren na to, kaj se v tebi zgodi, je en tak občutek, papež Frančišek je dobro rekel, ena nostalgija. Ampak to je nostalgija v resnici pogrešanje. Nečesa, nekoga. Komor bi to podelil? S kom bi to delil? Ja. In to v resnici, jaz to vidim, kot da je stvarstvo en podpis ali pa razkritje srca avtorja. Se pravi, Bog, ki je odnos, je stvarstvo naredil tako, da nas kliče v odnos, tudi če ni živo. Se nič me tako z besedami ne vabi, ampak ko se ozreš okoli sebe, če si pozoren nase, vidiš, da te vse kliče, da bi z nekom delil. In to je ta občutek Adama. Da je lepo, vse na svojem mestu, z nekom bi rad to delil. Prazno. Ja. To, kar mi je dano, kot moškemu, recimo, kot Adamu, to bi rad nekomu dal. Pač ta moč, ki jo imam, skrb za stvari, povezovanje, to recimo moški, ki si razmišljamo v svetu, to, kar zdaj recimo delava, ki si hočeš razložiti stvari, razumeti, ampak zakaj hočeš razumeti? Najprej to, da si ti na jasnem, ampak hočeš to nekomu povedati. Ko prideš do enega spoznanja, hočeš ženi to povedati. Včasih ona ni zainteresiran, pa pol poveš enemu kolegu. Ampak to je nekaj tazga, da to, kar ti je dano, hočeš deliti z nekom. Se pravi, človek kot bitje odnosov. Tako. Na nek način. Je pa zanimiv pri tem, ker ko beremo to zgodbo, pa tudi marsikdo nespretno razlaga to zgodbo, da Eva je ustvarjena iz Adama in kot pomočnica. Imamo onih vicev, kaj dobim za eno rebro in tako naprej. Še. Zdaj, lahko to zgodbo tudi obrnemo. In če gledamo svetopisemsko logiko, Bog ustvarja stvari, ki so vedno bolj popolne, vedno bolj izpopolnjene. Adam ni še končni izdelek. Bog rekel, lahko naredim boljše. In naredil Evo. Ampak ni to point. Če pogledamo čisto, kaj svetopismo reče o vlogi Adama v vrtu, pa Eve. Adamova vloga je varovati, da bi vrt obdeloval in varoval. To je nekako vloga hlapca pa varnostnika. In to ni vloga nekoga, ki se je, pač naj gospoduje, ampak to je naloga skupna. Adamu in Evi, oziroma človeku, ne ločeno, kot enoti. Adamova vloga je varovati in obdelovati. Evina naloga je biti pomoč. Nobena od teh vlog ni nad drugo. Oba sta vlogi služenja. Se pravi, Adam varuje in obdeluje vrt. Zakaj? Za Evo. Eva mu je v tem pomoč, da on lahko postane to, za kar je sploh ustvarjen. Brez nje ne more biti to, kar je. Se pravi, na kak način zdaj Adam ne more biti brez Eve to, kar je, pa na kak način Eva ne more brez Adama biti to, kar je? Zdaj, ko prijemo do takih konkretnih vprašanj, bi rad dal en disclaimer, eno opozorilo. Namreč, Bog nam je hotel te stvari verjetno jasno povedati. Jih razodeti, kot da bi jih razumeli. In je uporabil zgodbo. In zgodbo je uporabil zato, ker simboli lahko poveš veliko globje stvari kot z nekimi neposrednimi, direktnimi trditvami, kaj to pomeni. Ker ljudje smo različni. Za enega moškega biti varuh in skrbnik družine pomeni nekaj drugega kot za enega drugega. Vsak ima svoje talente in nekaj, kar ti je dano kot moškemu. Kar je generalno,
Tudi tako, če pogledamo teologijo telesa, ne, kaj telo moškega razkriva, pa kaj razkriva telo ženske, je, da je moški naj bi bil pobudnik. Tisti, ki pristopi, ki je mogoče bolj direkten, ki je tudi močnejši. In moč lahko uporabiš na dober ali pa slab način. Lahko jo uporabiš za nadvlado. Toxic masculinity, ja. Recimo, za nadvlado, in to se začne že zelo zgodaj pri otroki, pa se nadaljuje do starejših, da moraš biti vedno zadnji, ki pove najboljšo forum, moraš imeti zadnjo besedo, moraš vedno biti v središču pozornosti, se pravi, vsi morajo tebe gledati. In v bistvu uporabiš to svojo karizmo, ni nujno fizično moč. Se pravi, neko karizmo, voditeljstvo, fizično moč, karkoli ti je že dano, zato da boš ti nad drugimi. Da boš ti zdaj filal v bistvu svoj ego, se počutiš prazen, nedovolj dober, ne vem, ranjen, karkoli že, in hočeš svojo močjo to zafilati. V bistvu si zahtevati od ostalih, si prisvojiti, da ti bojo oni rekli, da si dovolj dober. Lahko pa to moč uporabiš v služenje. V bistvu z neko samozavestjo, zavedanjem, da to, kar imaš, to, kar si, je od Boga, zato da bi služil. Da si dovolj dober za svoje poslanstvo. Da vse, kar imaš, vse, kar Bog pričakuje od tebe, že imaš. In da računa tudi s tvojo neumnostjo, pa s tvojo kakšno šibkostjo. Tukaj se mi zdi, da gremo full dance proti današnjemu perfekcionizmu. Ker pač si utemeljen, če imaš stvarnika in imaš poslanstvo, ki ti je dano izven tebe, pol dejansko si malo bolj osvobojen. Tako, pač svoboden si. Pritiskov. Ne rabiš biti perfekten, ne rabijo ti vsi reči, da si super, ker veš, da nisi, pa da je to v redu. In ko to imaš, to samozavest, daš vse to, kar ti je dano, lahko v služenje nekomu. V objem, v trdnost družine, ker si imel recimo Nejca Škoberneta tukaj za ta pot mladenčev z dekleti. To je okvir, ki postaneš trdnost. To vse temelji na tvoji samozavesti. Da se ti zavedaš, da v resnici niso stvari odvisne od tebe. Ta okvir, ta tvoja trdnost ni zato, ker si ti dec in tako more biti. Zato, ker ti imaš fokus. In to je, recimo, tako, če psihološko gledamo, malo bolj lastnost moških kot ženska. Fokus na eno stvar, na cilj tam nekje. In vse ostalo odpade, kar ni pomembno. In to je naše poslanstvo, to je dar, če ga znaš prav uporabiti. Hkrati pa moraš pustiti mesto ženski, pa se zavedati, da ti nisi boki batina. Da si v bistvu v tej vlogi enakovreden svoji ženi, ki pa prinese nekaj drugega. Adam je vzet iz materialnega sveta. Se pravi, Adama Bog oblikuje. Vse ostale stvari Bog ustvari z besedo. To je tudi zanimivo. Človeka ustvari s svojimi rokami. In je v bistvu na človeku nek božji dotik dejansko. Ga ustvari iz prsti zemlje. Evo ustvari iz Adama. Se pravi, za Evo ni dovolj sam prst zemlje, ampak jo ustvari iz nečesa, kar je že živo. In to preoblikuje. In jaz v tem vidim, zdaj kaj avtor, ki so to pisali, tega ne vem, ampak jaz v tem vidim, da je Eva takoj pride v odnos, vzeta iz nečesa živega, in ženske so veliko bolj kot moški, se mi zdi, bitja odnosov. Ker Adam je, če zdaj tako gledamo, ne v prispodobi, nekaj časa živel sam, recimo, da je spoznal, da rab odnos. Eva se takoj rodi v odnos. Brez tega nje ni, Razlaga tega, da je narejena iz rebra, sem slišal, da je zato, da varuje njegovo srce? Ja, varuje srce, je pod roko, je ob strani, da mu je enakovredna. To je eno zelo lepo besedilo, ki ga ne znam na pamet. Zakaj glih iz rebra? Ne zato, da bi mu gospodovala, ne zato. Tisti je fajn, sem se žal nisem naučila. Mogoče bo v opisu. Bomo dali od spodaj. Če se bomo spomnili. In je pomoč Adamu. In pomoč mu je v smislu, da ta njegova vizija, ta njegova moč, želja, da bi varoval, obdeloval zemljo, nima smisla, če nima tega komu dati. Danes se mi zdi, je dost fantov, pa moških pade v eno to skušnjavo samo uresničenja. Da jaz bom kolesaril, bom ful dober športnik, bom svoje telo zgradil, da bom zgledal najboljš, kot lahko zgledam, da bom zgradil iz sebe nek ideal. Odnosi so pa tako zazraven, zato da gradi mene. In to se mi zdi, da moja izkušnja je, da je to prazna logika. Da splošno se mi zdi, da je veliko te
pa kaj s tem, neke sumničavosti med fanti in dekleti. Govoriva o mlajših generacijah. Ja, jaz mislim, da je strah. Strah je tle In sej, pred, Me Too, pred moško toksičnostjo. Moški, fanti, red pill, gremo pa nadvladajmo. To je sprevrglo v grozne stvari. In zdaj za Evo, recimo, sem za Adama predvsej povedal, za Evo malo manj. No, to je zato, ker nimam izkušnje biti Eva. Okay. Jaz ne vem, kako je biti ženska. Ampak tako iz mojega opažanja, zdaj moje žene, pa sestra in mame in vseh žensk, ki jih poznam, v bistvu, kar ženska prinese Adamu, kar je neko njeno poslanstvo, je v resnici ena toplina, to, da vabi v odnos. In tudi to je v resnici dar. Je talent, ki ga lahko uporabiš za to, da gradiš sebe, ali pa da ga daš v služenje drugim. In tudi to punce, ženske dobro vejo in to vidimo danes. Da v bistvu uporabiš svojo lepoto, šarm, toplino, besede, odnose, zato da gradiš sebe, da v bistvu pač svoje telo razgalaš, zato da dobiš potrditev, da si lepa. Ali da, daš objem, toplino, družbo, zato ker ti hočeš od tega nekaj dobiti. Ali pa uporabiš to, zato da nekomu daš, da se nekdo pri tebi počuti doma. In lahko pač nekdo, ki je sicer tako en tak vitez, ki se bojuje svetom in ima neko svojo vizijo, ena trdnava, v bistvu lahko postane pri tebi, odloži ta svoj oklep in je doma. In to je nekaj, kar gre eno z drugim. In ko postane, ko v bistvu oba prineseta na mizo ta svoj dar in ga data drugmu, je to nekaj zelo lepega. In to se v zakonu zgodi. To jaz v svojem zakonu vidim in ti verjetno v svojem in zato pričujemo za zakon. Zato hočeš, da se ljudje poročijo, da imaš to izkušnjo, ker je lepo. Hkrati se pa to ne zgodi vedno. To se sploh ne zgodi vedno. Mislim, da prav ta vizija tega manjka. Mogoče bova rekla še kakšno o tem, na kak način se pa ranimo, može in žene, ampak deva še mečken res tudi to prav. A veš, to vizijo tega, zakaj je to drugač, če je v zakonu, kot pa če je sem tako pač random tu in tam z nekom. In recimo kako, ali svetopismo že tudi kaj tega nakaže, tako, ko gradiš ta letnik, recimo za zakonsko skupino, a gremo kaj v te smeri? Zdaj, svetopismo je zelo glede zakona realno. Zgodba Adama pa Evi je začetek. To je pač Adam in Eva, ona zdaj sta hodila z Bogom, te izkušnje mi nimamo, biti v raju. Imamo samo izkušnjo tega, kar je bilo po grehu. In v stari zavezi so odnosi Abraham, Sara, je že en tak odnos, ki vidiš, da ni vse v redu. Ko sta prišla v Egipt, sta kar skrivala, kdo sta, ker sta se nečesa bala, kar se nam bo zdaj zgodilo. Sej, navzven je videti namen dober, samo če ti razmišljaš, kaj sta delala, ne štima. Pa se to generacijsko prenese naprej? Ja, pa sta Izak pa Rebeka, Jakob, Rahela. To so vse ranjeni odnosi. Pri Izaku, Rebeka je kar v bistvu sinove med sabo nekako sprla v resnici, imela pač Jakoba, ki ga je imela rajši, in pol je Ezava tako malo ob strani in v bistvu proti moževi voli, proti Izakovi voli dala očetov blagoslov Jakobu. To ni popoln odnos. To ni odnos, ki ga hočeš imeti za zgled. Je pa resničen. Je pa resničen, ja. In resničnost je, da je Bog lahko tudi ta odnos uporabil za svojo zgodbo. Da je tudi iz tega pripeljal nekaj dobrega. In tudi Jakob, čeprav je bil naprej ranjen in je najprej dobil Leo, ki je pač tast okoli prinesel, pa je pol dobil Rahelo in so njuni otroci, sinovi bili skregani zaradi tega. Tudi iz tega je Bog naredil nekaj dobrega. In to... A imaš kak primer idealnega zakona v Svetem pismu sploh? Jožef Marija, recimo, ampak ne vemo veliko. Ja, pa tudi to je drugačen zakon. Zato, ker Jezus ni Jožefov sin. In je tudi vloga drug do drugega malo drugačna, se mi zdi. Idealen zakon, mislim, da ne. Zdaj, če si me že izzval teoretično ali pa tako, kaj nam hoče Sveto pismo v zakonu povedati. Zakon vedno uporablja za prispodobo. Kljub temu, da so vsi ti zakoni ranjeni, Bog vztraja na tem,
da je zakon najboljša prispodoba za to, kakšen odnos ima Bog z nami. In idealna svadba, idealen zakon je v Novem Jeruzalemu med Bogom in človeštvom. To je spet tako nek ideal, a ne pač, kaj zdaj to zame pomeni. Ampak k temu nas Bog hoče pripeljati. In pri tem nas v resnici uči, a ne, če je to idealen zakon, pomeni, da kot zakonca, jaz do žene, ona do mene, naj bi imela tak odnos, kot ga ima Bog do nas, do svoje cerkve. In to tudi Pavel pove, a ne, pismo Efežanom zelo jasno, pa tudi na drugih mestih. Može, ljubite svoje žene, kot je Kristus ljubil cerkev, in žene, bodite pokorne može. Zdaj spet, a ne. Groza. To so spet taki stavki, Taka pomočnica, pokorne, dej mirno, mislim, Tako. feministke bomo šle v luft. in pol to še dva desta se tle pogovarjata. Ja, in ne. dva deca se to In ne boš pogovarjata. povabil ene ženske, da ti to Razloži, ne? Dej prosim mal povej, tudi ta, a si tle že povedal za pomočnico, da je Ezra nekdo. Nisem še. Dej še to povej, kaj pol pomeni. Se pravi, ja, v zgodbi o Adamu in Evi, ko je izraz za Evo, da naj bo Adamu pomoč, oziroma pomoč, ki mu bo primerna, se uporabi izraz v hebrejščini Ezer kenegdo. To nam nič ne pove, dejansko pomeni pomoč, ki mu bo primerna, ali pa mogoče pomoč spremljalca, ki se gledata iz oči v oči, ki je njemu, tako, ki mu stoji nasproti, je nekak etimološki izvor tega izraza. Ampak bolj zanimivo je to, da se uporablja samo še enkrat v Svetem pismu, se pravi tukaj pri Evi in kasneje v Psalmu, ko David govori o tem, da je Bog njegova moč, oziroma njegova pomoč. To pomeni, da je to izraz, ki ga Sveto pismo uporablja za Evo in za Boga. In to ni tam en vajencu v delavnici, kjer je Adam mojster, Eva pa mu tam malo pomaga po orodje nos. Ja. Ampak je pomoč, brez kjer on ne more biti živ, ne more biti to, kar je. In to se zgodi, zdaj, ko so malo ranjene odnose, to se zgodi, ker ta zgodba o stvarjenju pripelje do greha. In pri grehu se zgodi točno to, česar Bog ni hotel. V bistvu njuno poslanstvo še vedno ostane isto, sem zdaj ranjeno. Zato, ker Adam ni opravil svoje naloge, da bi varoval vrt. Je bil pasiven? Bil je pasiven, ni bil ta, ki naj bi bil pobudnik, ampak večja težava je to, da ni varoval. Videl je Evo, ki se pogovarja s kačo, in tudi ta kača izraz je v resnici pošast, morska pošast, zmaj, dejansko Satan. Se pravi, Eva se pogovarja tam z nekim zmajem, ki hoče narediti nekaj hudega, in Adamu bi še odpustil človek, če bi rekel, jaz sem pač ravnivo, nekdo more, ampak piše, da je bil z njo. Je bil zraven. Je bil z njo, pa ni nič naredil. Sorry, ampak zdaj ne vem, ti si 2 leti poročen. A že imaš to izkustvo? Ko si pač samo zraven, ko smo moški pasivizirani, ko v resnici ne vem, to donsko poslušaš razne te, bi rekel, spletne guruje na temo moškosti, ženskosti, vidiš, kako v resnici ženska hrepeni po možu, ki ne bi bil pasiven, pa žal večinoma je. To je res taka tipična naša Adamovska rana, jaz jo večkrat priznam, da se moram namenoma zbrcati to rit, pa biti proaktiven, ker moj default bi bil pač biti tam nekje malo zraven. Ja, o tem je tudi Nejtiško Brnezančko govoril, da si prisoten. Imam to izkušnjo, ja. A že, ok. Mislim, to je, ne vem, sem jaz po naravi tak, pač nisem tak, da bi bil pobudnik tudi sicer v kakšnih družbah, jaz sem rajš malo v ozadju. In v zakonu to ni vedno dobra ideja. Ker si žena želi, da bi imel neko idejo, da bi, tako, se ne vedno, ampak imam to izkušnjo. Ampak to je spet ta odnos, ki je ranjen. In to zdaj, biti ranjen moški, pa voditi je težko. Tako kot je težko biti ranjena ženska, pa biti v pomoč. Tudi moški si želimo ženo, ki nam bo v pomoč, ki nas bo podpirala. Pa to ni lahko iz njene strani. Zato, ker smo oboji ranjeni. In to se zgodi po grehu. Njuno poslanstvo ostane isto. In tudi ta govor, ki ga da Bog Adamu pa Evi, potem, ko jo najde, ki se skrivata pred njima, se posledica greha, da se skriješ pred Bogom, ki misliš, da se to da, čeprav se ne da. In pol ima Bog v bistvu napove, kaj se bo zdaj zgodil.
In to včasih beremo kot eno kazen. Zdaj jih je Bog zalotil tam, sta jedla od tega drevesa, sem rekel, da ne smeta, zdaj bojo pa batine. Ampak Okay. ne gre za to, on samo pove, jaz sem vaju posvaril pred tem drevesom. Zdaj, če ste se odločili od tega jesti, to se bo zgodilo. Ne zato, ker sem se jaz odločil, da morate biti kaznovana, ampak ker ste se vidi odločili za to pot. Okay. In druga stvar, ki jo Bog naredi, je, da ima prepove dostop do drevesa življenja sredi vrta. Okay. Da ne bi večno živela. In to spet sliši kot kazen. A ne? Okay. Ampak živeti večno v grešnem stanju, v stanju te ranjenosti, Ni je nekaj, zelo kar težko. bi si želel. Ni nekaj, kar bi si želel. Ja. In Bog je rekel, ne zdaj jesti od drevesa življenja, Aha. ampak vam bo dal pot, kako lahko prijeta nazaj. Kako se lahko v bistvu očistita, ne sama, ampak vam pokazal pot nazaj. In to je v resnici ta govor. Ko Bog reče Adamu, obdeloval boš zemljo, pa ti bo rodila trn in osad. Potu svojega obraza boš jedel svoj kruh. To je še vedno isto poslanstvo. Obdelovati zemljo, biti varuh. Okay. Sam zdaj bo to težko. Zdaj boš švical, pa v službo boš hodil, pa ne boš dosti plačan, pa hotel boš imeti ženo pomočnico, ki ne bo taka, kot si jo želel. Okay. In Evi isto reče, tvoje poslanstvo je še vedno isto. Odnosi, hrepenela boš po možu, Ja. on pa gospodoval nad tabo. In rojevala boš otroke, samo bo to bolečina. In to ni samo bolečina v rojstvu. To je bolečina v vzgoju otrok, ko otroci grejo, ko niso taki, kot hočeš, ko jim ne moreš dati vsega, kar želiš. In to, se pravi, naše poslanstvo je še vedno isto. Okay. Še vedno v nas isti Adam pa Eva, ki hoče hoditi z Bogom po tem vrtu, delovati zemljo, biti varuh. To je podoba družine, ki si jo želimo. In zdaj, par stvari, ki jih še nisem odgovoril. Eno je to pismo Efežanom, Ja. da naj žene bodo pokorne možem. Ja. To je vse povezano nekako, ne? Je zelo povezan. V bistvu eno brez drugega ne moremo razumeti. A ne? Se pravi, vse skupaj moramo najprej dojemati v kontekstu Jezusa in cerkve. To je pokorščina in to je darovanje. A ne? Ni pokorščina Eve v smislu pokorščina sužnja gospodarju. Ja. Žene, bodite pokorne možem, je tako kot cerkev v bistvu iti z Jezusom skupaj. A ne? Se pravi, biti njegova nevesta. In Jezus se je odločil, da brez cerkve ne bo nič naredil. On se, zdaj pasivnost moškega, je to pasivnost, ali ne, Jezus se je odločil, da Se stopi. se stopi, da ne bo vsega delal sam, da bo dal vajeti nekako v roke cerkve. A ne? Okay. Hkrati pa naj cerkev posluša Jezusa in sledi temu, kar je on učil. In zato jaz imam zelo nerad take direktne trditve. Ti moraš biti pokoren, ti moraš voditi. Ti moraš biti pobudnik, ti moraš slediti. Ja. Zato, ker je to vedno preplet. Ja. In če oba, vsak iz svoje strani prideta z vidikom služenja, pa ljubezni, kako lahko jaz te pomagam biti to, kar si ti. Pol gre to eno z drugim. Ker tudi poslanstvo moškega v zakonu, Ja. da ljubi ženo, kot je Kristus ljubil cerkev. Kako je Kristus ljubil cerkev? Umrl je. Tako, da se je dal nam v roke. Je voditelj. Vsi absolutno sledimo Jezusu. Ampak on ne prevzame vloge tega osvoboditelja, ki so ga vsi hoteli imeti, ne? Pa polagali palme pred njega, ko bo zdaj vojskovodja. Rešitve. Mečken si me zgubil, po pravici povedan. V tem smislu, da je ta analogija je močna, ampak to je res high theology. V tem smislu, da je mogoče probi za ne dva nivoja spustiti. Kaj pomeni, recimo, Jezus je umrl za cerkev. Še druga stvar, na katero nisem odgovoril, pa bo mogoče se s tem povezala. No, dej. Zakaj se ljudje bojijo zakonov? Ali pa recimo to samo uresničenje. Ja. Mislim, da pride iz tega, da ali pa recimo še en dober point. Zaljubljenost. Zakaj ljudje radi menjavajo odnose, pa grejo iz odnosa v odnos, težko se je pa zavezati za celo življenje. Zakaj je zakon za celo življenje drugačen od enega odnosa za nekaj časa? No, povej. Včasih rečejo, da je ljubezen slepa, pa da je zaljubljenost slepa. Ja. Jaz mislim, da je glih obratno. Jaz mislim, da v zaljubljenosti vidiš veliko več, kot si prej ali pa pol.
Okay, ker vidiš idealno podobo. Ker vidiš ideal. Vidiš to, kar bi ti lahko bil, Ja? v tebi se zgodijo občutki in želje in hočeš narediti to, za kar si poklican. Hočeš priti naproti ženi, hočeš ji dati sebe, hočeš biti boljši za njo, se spremeniti. Se To je pravi, vse v zaljubljenosti. malo tistega odseva, odsvita tistega primarnega raja. Jaz mislim, da je to. Aha, okay. Da je v obdobju zaljubljenosti en tak čas, ki ga nam Bog da, tako tja te kličem. Aha, okay. In se pravi, v sebi vidiš nekaj, kar bi lahko bil, kakšen lahko postaneš, kakšen želiš biti, kaj želiš v resnici nekomu dati. In to ni In v čisto drugem- težko. In ni težko. Ja, takrat je In v čisto- drugem človeku vidiš, kaj vse on je, kaj bo vse on prinesel v tvoje življenje, koliko bo to en lep odnos, Ja. koliko bo to en ideal. In pol to počasi Leto pa odide. pol do 2, največ. Ja. ja, počas odide. In ugotoviš, da si ti še vedno isti. In je ta punca, ki si jo videl tako idealno, Drugače. ima svoje izzive, prinese s sabo. Okay. Ampak šele takrat, ko se to zgodi, lahko ti zares začneš spreminjati samega sebe. V to, kar si v tem kratkem obdobju videl, da si želiš biti. In to je potem lahko pot, ki traja celo življenje. Ampak, a ne to veroizpoved Izraelcev je bila: poslušaj, Izrael, Gospod je tvoj edini Bog. In zapomni si, Izrael, to je vedno stavek, ki ga Bog govori Izraelcem, vedno znova. Spomnite se, še ima Izrael, spomni se. In to se mi zdi, da bi mogla biti tudi ena veroizpoved zakoncev. Spomni se, zakaj. Kaj si videl v tej ženski ali pa v tem moškem na začetku. Spomni se in tja lahko prideta. Samo to bo zdaj težko. In to je ta govor Boga po grehu. Okay. A ne? Še vedno sta poklicana v to. To bo zdaj težko, ampak da se. In jaz vam bom pomagal. Ne bom vaju pustil samih. In to je zgodba pol stare zaveze. Okay. A ne? Da v bistvu Bog kljub ranjenosti teh odnosov jih ne pusti samih. Okay. In vedno hodi z njimi. Na kak način, tam se spomnim, pa ne vem, na kak način je moški specifično ranjen, ne? Ki je poklican v potu svojega obraza obdelovati zemljo, se pravi, njegov je tako imenovani, recimo, nek poslovni uspeh in uresničenje tam nekje zunaj, ne? Žena pa po možu boš hrepenela. Mark se spomnim, da je to res dobro razloženo, no? V tem smislu, kako gre moški v pač kaj gre, ali v pretirano gospodovalnost ali pasivnost, smo rekli, ne? To si že govoril o pasivnosti. Jaz tukaj od Marka malo razlikujem, ker jaz mislim, da je... Se strinjam s tem, kar je govoril, sam mislim, da je pri obojih zelo podobna rana v zadju. Ja. Ranjena je identiteta in samozavest. Ja. Se pravi, zavedanje tega, da si dober tak, kot si. Ja. In moški pač s tem poslanstvom, ki ga nosimo, pol iščemo svojo vrednost v tej moči, da bi to moč uresničil na nek gospodovalen način, ali v karieri, ali da bi doma te vsi poslušali, ko po mizi udariš. Ali pa če ugotoviš, da tega ne moreš in da ko ugotoviš, če imaš nekaj srca, boš ugotovil, da s tem, ko svojo moč tako uveljavljaš, da ranaš ljudi. In pa rečeš, ok, pa se bom pa umaknil. In sta v bistvu to edina dva načina, ki jih znaš. Da si ali na silo, ali pa nič. Žena je pa ranjena na podoben način, v svoji zavedanju svoje vrednosti. In spet gre, a boš v odnosu z mano, a mi boš povedal, da sem lepa, vredna in boš v bistvu tako zaradi mene naredil tako, kot jaz hočem. Ali pa ne, ali bom pa sama. Bom pa pokazal, da te ne rabim. Grem pa v kontrolo. In mislim, da je to v resnici zelo podoben. Sam pač vsak na svoji strani to mogoče malo drugače čuti. Je pa to težko govoriti, zdaj so dva dešca tle, in pač žensko vizijo tega jaz težko povem, pa razložim. Imam svojo, pa kar opazim pri ženskah. No, ampak recimo, a je čas, da vse en zdaj pa probava nazaj šesta drugega konca pripeljati to teologijo, recimo, ki sva jo prej imela. O pač Efežane, Kristusa in tako pač, da probava iz
te komplementarne rane pokazati, zakaj pride do tega gospodovanja in zakaj je namenoma podrejati se drug drugmu tisto, kar smo v resnici način ozdravljenja. Ne? To je dobro, da si to rekel, ne si spomnil. Pavel začne ta govor o možeh in ženah, podrejajte se drug drugemu. To je izhodišče. Ja. Ne, en naj vlada, drug pa ne bo pokoren. Podrejajte se drug drugemu. Ja. In kako to deluje v cerkvi? Zdaj, se mi zdi dobro tudi poudariti, zato ker to osvetljuje ta vidik, zakaj Kristus pa cerkev podoba. Ja. Ne imamo duhovnike pa redovnice, ki so samski, so v celibatu. Sem prej govoril ta zgodba o stvarjenju, moški ne more biti moški brez ženske in ženska ne more biti ženska brez moškega. In pol pa pride cerkev in reče, ja, ampak duhovniki, pa Pavel tudi že reče, ne, nekateri so se skupaj zaradi kraljestva, se pravi, duhovniki naj se ne poročijo in pa imamo redovnice, ki se tudi ne poročijo in oni so kao tisti, vsi mislimo, oni so bolj sveti, ne, pomislimo, da je spolno slaba, kakorkoli. Oni kažejo v resnici to. Duhovnik, v Sloveniji nimamo te tradicije, da bi duhovniku rekel oče. Ampak to se mi zdi, da je razlog v ozadju, zakaj so duhovniki samo moški. Zato, ker so poklicani v poslanstvo očeta. In oče je tisti, če gremo zdaj zelo upam, da bo znala to tako dostojno povedati. Oče je tisti, ki da seme. Mama je tista, ki to seme vzgoji in skupaj naredita novo življenje. In duhovnik je v vlogi očeta. Zato, ker zakramenti, ki jih duhovnik deli, so v resnici seme, duhovno seme, ki naj v verniku, v cerkvi zraste. In pokornost je v resnici v tem, da se daš na razpolago za to seme. Da se narediš rodoviten, dostopen, da Bog lahko pride do tebe. Ja. In Bog ne pride na silo. In zato je prav, da tudi moški ne vstopa v odnos z žensko na silo. Ampak da se da tako, kot se je Jezus dal. Daš celega sebe z vsem, kar si v darovanju, ne glede na to, kaj pride nazaj. To je zgled za nas moške. Ne glede na to, kaj pride nazaj. Jezus je šel na križ za vse, tudi za tiste, ki ne bo nikoli odgovorili na njegov klic. In to je naše poslanstvo. Darovati se vedno, z vsem, kar si, vse dati. Težka in naloga. Žena, Težka naloga. Naloga cerkve, naloga žene, Ja? biti na razpolago, da lahko ta daritev skupaj postane rodovitna. Zdaj, čigava naloga je tukaj težja, težko rečemo. Mi lahko za sebe povemo. Ja, naj vsak za sebe pove. Jaz vem, da je to iz moje strani težko. Ja, ja. In verjamem, da je tudi iz strani moje žene težko. No, tukaj pride pol povezava tega realnega zakonskega življenja z duhovnim življenjem, ki v bistvu ti šele da moč za res bolj kot manj živeti to. Ja. Je en tak vidik, rečemo, če bi moški bil idealen, se pravi, če bi moški ljubil ženo tako, kot jo ima Kristus rad, bi žena lažje bila mu pokorna. Ja, če bi žena bila pokorna, bi tudi se mož lažje daroval. Spet gre to v obe strani in težko je zato, ker smo oboje ranjeni. Klic Boga pa je, da to premagamo, da kljub. In to je še en vidik tega Božjega govora po grehu. Zakaj trpljenje? Zakaj bolečina pride? Ker bolečina ni tako nek tujk v stvarstvu, nekaj, kar je prišlo tja po pomoti, kaj Bog se nekaj zmotil. Bolečina je v resnici, jaz jo tako vidim, da je Bog že v izvorno kodo človeka napisal zdravilo za to, kaj če bo človek izbral greh. In to zdravilo je v resnici trpljenje, če ga sprejmeš. Zato, ker greh v bistvu pomeni, da zbereš lažjo pot. Bog ti nam je v raju vse dal, vse, kar si je človek želel, v resnici je v raju imel. In mu je Bog zastonj dal. Ampak hočeš si vzeti več, po lažji poti, po svoje. Brez Boga, brez truda, brez darovanja v resnici. In ko narediš to, padeš v greh. Ampak hkrati s tem pride zdravilo, pride trpljenje. Zato, ker trpljenje ti omogoči, da se odločiš za služenje kljub temu, da boli.
Se pravi, odločiš se za služenje, kljub temu, da imaš nasproten veter. V raju si se odločil za greh, brez da bi bilo kaj narobe. Zdaj pa imaš možnost se odločiti za dobro, kljub temu, da moraš iti proti toku. Pa dobro, je trpljenje za nekaj, kar bi si pa najbolj želeli, zato da bomo ozdravljeni? Ali? Jaz mislim, da ne bi bežali. Ne bi bežali, to je klica. To je to, kar Jezus reče, naj vzame vsak svoj križ na svoje rame. Aha. To ne pomeni, da iščeš svoj križ, pa da si nalagaš križe drugih, pa vse, da boš čim večji križ imel. Ja, no, ker tudi Jezus, tega pride pol, ne? Jezus v vrtu Getsemani je rekel, naj gre to mimo mene. Ja. Si ni želel tega, ampak ko je prišlo, je sprejel. In vedel je, da če pride, da bo treba iti skozi. Se ni izogibal križu. In to je v resnici pot do rasti. Da križ, ko pride, tudi v zakonu, en dober vidik zakona, ga reče Chris Stefanik, da zakon ima nekako dve funkciji. Eno je, da je zdravilni balzam za naše rane. In to misliš, ko si zaljubljen, kako bo zdaj zakon imel zdrav in bo vsa super. In zakon je zdravilni balzam. Samo pred tem je zakon tudi božji diagnostični prst. Ki gre tako po roki, pa ti pa kje je zlomljen. In do nekje pride in tam zaboli. Tam trzneš. To je tvoja žena. Ja. In smo drugmu v resnici ta diagnostični prst. Da me nekaj pri ženi zaboli. Kar me pri nobenem drugem ne more. Ja. Ampak to sam pomeni, da se na tem mestu je neka rana. In ta ista žena, ki je na to rano mi pokazala, je poklicana, da z njo skupaj v bistvu povabim Boga v to rano, da mi pokaže, da me ima rada kljub tej rani in da se počasi začne ozdravljati skupaj. Zato, ker čas ne zaceli nobene rane, zaceli jih ljubezen. Jaz rečem. In zakon je okolje za to. In zato je zakon na dolgi rok tako dober. In zato je pomemben vedeti, mogoče še, ko si v tem obdobju malo zaljubljenosti ali pa, ko se glih končuje, ko postane težko, pa veš, da se začnejo malo kolena trest. In rečeš, dajva si midva obljubiti, da bo skupaj. Ja. Zato, ker smo šibki. Jaz verjamem, da nekdo tudi brez zakona zmore celo življenje biti skupaj. So taki ljudje. Ampak jaz vem, da si želim božjo pomoč tudi pri tem. In to je v resnici zakon. Prej, ko sem se malo prej pogovarjala, sem rekel, da zakon je malo drugačen od drugih zakramentov, ker je ene vrste naravni zakrament. In cerkev v bistvu priznava dostojanstvo pa status tudi zakonom, ki niso znotraj cerkve sklenjeni. Se pravi, ni isto nekdo, ki sploh ni poročen, ali pa nekdo, ki je civilno poročen, nekdo, ki je judovsko, muslimansko poročen. Cerkev da neko mesto tem zakonom. Niso isto kot katoliški zakon, ampak jih da na neko mesto. Zato, ker vidimo, da v resnici pomembna je zaveza. Ja. To, da si mož pa žena izrečeta zavezo, da boste skupaj. Tudi znotraj samega zakona sta ona dva tista, ki si podelita zakrament, tudi duhovnik je samo priča. Ne? Ja, tudi v katoliški cerkvi je zakrament, si podelita zakonca. Ja. Duhovnik je kot priča cerkve, tukaj zraven, tako kot si rekel. Ja. In cerkev to vidi, da v resnici bistvo zakona je zaveza med možem pa ženo. In katoličani si želimo zakon, zato ker hočeš božji blagoslov v njem, ker veš, da bo težko in veš, da vse te stvari imajo tudi duhovno ozadje, to, kar sem zdaj govoril, da smo pač ranjeni z grehom in da rane, ki so, bo rable blagoslov in božjo terapijo zraven. No, s tem sta v bistvu zakonca povabila Kristusa med njiju. In je to jaz izkušam večkrat, zdaj prav tako namenoma molim, to je sodelavka Jana, je to nekako prinesla, nekako mi bolj v ospredje pred časom, ampak molitev v imenu zakramenta svetega zakona, ki sva si ga podelila med seboj, moliti za ženo. In vidim, pismo je močno v tem, je močno. In to zdaj pač kar rad počnem. Ja, je pa tukaj še ena stvar, če se zavedamo, da je zakon duhovna resničnost, ki je dobra, pol se moramo zavedati tudi, da ima sovražnika. Ja. In da če boš zakon vzel resno, bolj kot ga boš ti resno vzel pa živel, bolj bo tudi hudič resno delal, da
gresta narazen. Ja. In mogoče ene stvari, ki prej, dokler nista bila tako resna, niso niti bile problem, bojo postale tudi zato, ker Bo opozicija to kveča. hudič noče, da se imata dobro. No, pač, na kak način bi pa ti to razložil, recimo, kjer mi recimo na seminarju Nepozabni trenutki za naju, povemo, ne, pač, kako sta mož in žena, ki skleneta zakon, v bistvu podoba Boga na tem svetu. Ne. Imaš to, ki je v tem gradivu tudi, recimo, greš v to temo, kaj? Ne vem, ker nisem vseh videov posnel. Se pravi, gradivo bo tako, da boš ti tudi video imel, ne? Se pravi, zdaj ta letni gradiv bo tako, da bom jaz na začetku imel video, ker bom pač dal neko razlago svetopisemskega besedila, pa neke logike, in da pol zakonci v skupini o tem debatirajo. Pa vidijo, kaj to pomeni za naša konkretna življenja, ker tako kot se zdaj verjetno pri tega pogovora vidi, jaz lahko ostanem v kakšnih oblakih in je dober pol to malo konkretizirati, no, ampak je ful je pomembno, da imamo dober, močno utemeljeno stvari in tako da mi je tudi všeč, da boš prek videa to razlagal. No. Biti Božja podoba, tukaj se nekako naslanjamo na Janeza Pavla II. Še enkrat, ne, teologija telesa. Ideja, ki jo je on imel, ni bil prvi, ampak se je zelo poglobil v to, da če smo mi ustvarjeni po Božji podobi, tako kot svetopismo reče, to pomeni, da če dobro pregledamo svojo podobo, nam to lahko nekaj o Bogu pove. In on je začel raziskovati to našo podobo. In se je poglobil to zgodbo stvarjenja Adama in Eve, njunega odnosa in v bistvu tega, da sta ustvarjena po Božji podobi kot mož in žena, da je v bistvu njun odnos, se pravi vsak človek zase in ona dva kot odnos, sta podoba Boga. In zakon je to, se rekel, ne, celo svetopismo v resnici daje svadbo kot simbol Božje ljubezni do človeka. Tako kot se on dva veselita drugega, tako se Bog veseli človeka. In biti Božje, tako, kako jaz to vidim, recimo, kako so mi dva Božja podoba. Na način, kako sprejmeva drugega. Zdaj, dobro, ker noben ne vidi doma, mogoče to ni toliko izrazito, ampak takrat se učiva to. Ne? Da pol, ko naju nekdo vidi, ko nekdo vidi najin odnos, pa naredi žena nekaj narobe, ali pa jaz naredim nekaj, za primer, jaz naredim nekaj narobe, pa ne vem, sem do nje tudi nesramen, osoren v javnosti. A ne? In ona to sprejme z enim razumevanjem pa ljubeznijo. Ali pa obratno. Ali pa tako, da pokažeš neko razumevanje, eno ljubezen, neko zavezo, da drugem govori z enim spoštovanjem, tudi v družbi, ker smo sami desci, da jaz v svoji ženi govorim z enim spoštovanjem, občudovanjem. V tem jaz vidim, da je zakon podoba Boga. Ker v bistvu kaže ljudem, kaj to zares pomeni imeti rad nekoga. Tako kot ima Bog rad človeka. Da ne glede na to, kaj on naredi, jaz ne bom obupal nad tem človekom. In vidim v njem to, kar je dobro. V tem je prav ta zaveza močna. Tako se mi zdi, no, da je res, a veš, ko se odločiš in izbereš, ne, da boš za to osebo, ne vem, ko se odločiš, da boš kupil rdeč avto, te pa te znamke, ne vem, rdečo Alfa Romeo, ne, recimo, ne. Pol ne vidiš več nobenih drugih avtov, une pa vse vidiš. Ne. V tem smislu je pač tudi naša percepcija drugačna. Pač sem se odločil za to osebo. Ne. Sem zaprl vrata za sabo, vem, da me bo sprejela v dobrem in slabem, bolezni in zdravju in tako naprej. Pač, tukaj se šele jaz lahko potem razvijam v polnosti in zdravim v najglobljem smislu. No, tako. Ja, in tukaj se mi zdi ta odločitev, ne, če pride nazaj do tega, zakaj se ljudje bojijo zakona, ali pa zakaj se danes ljudje ne odločijo za to. Ker je tukaj vprašanje, kaj ti je bolj pomembno. Postati boljši, imeti bolj rad ljudi, bolj rad sebe, ozdraviti stvari znotraj sebe, ali živeti tako, da ti bo lažje. Ker jaz mislim, da živeti tako brez, da se ljudem daruješ nekako za samo uresničitev je lažje.
Vsaj na kratki rok ali pa na srednji rok. Pa svet to danes ful promovira, ne? Promovira in tudi jaz mislim, da do neke mere upravičeno. Da tukaj pač moramo biti fair, a ne tako kot pri drogah. Droge so super, nisem jih še probal prav zelo veliko, ampak verjetno ne bi ljudje zasvojeni, če ne bi bili dobre. A ne? In zdaj reči, pač droge so slabe, to te pelje v slabo smer. Ni res, ne. Mislim, verjetno ni lušten. Inside je fajn. Ja, ampak hočeš nekaj več, najbrž. In ne moreš imeti obojga. Do tega, da boš ozdravil sebe, da boš postal boljši, pride samo prek darovanja. Tudi za neporočene ljudi. A ne si duhovniki, ki so rekel, niso poročeni pa redovnice. Gre za darovanje. Če nisi duhovnik pa redovnica, si samo pač samski, nisi našel človeka. Še vedno se lahko daruješ. In v bistvu prek tega, prek darovanja skupnosti postaješ boljši. Postaješ boljši in ti tudi odkrivajo tvoje rane, tvoje meje. A ne? Sej, pač je drugače kot v zakonu. Ampak ista logika. Darovanje ali pa egoizem. Samoohranitev mogoče. Ja, okay. Zdaj mi prihaja na misel par stvari, ki bi jih lahko priporočila za naprej mogoče, za poglabljati. Zanimiv, v telem obdobju, ki tole snimava, prihaja Christopher West v Slovenijo 5. junija, tako da mogoče je to en dogodek, kamor bi ga povabil, ali pač povabil gledalce, bralce. Ti si ga kaj veliko študiral? Jaz sem bral teologijo telesa za začetnike, ko sem bil še v srednji šoli. In sem hvaležen za to. Ker mi je takrat v bistvu vprašanje, s katerim sem se ukvarjal, pač iskanje nekega smisla spolnosti, pa razlaganje učenja cerkve, zakaj ne pornografija, zakaj ne spolnost pred poroko, kako sploh umestiti te občutke, ki so pač v srednješolcu zelo močni. In sem takrat to prebral in mi je pomagal nekako videti logiko v ozadju vsega skupaj. In nekako postaviti tudi temelje za vse to, kar zdaj razlagam, pa sam iščem naprej. Tako da jaz priporočam ga iti poslušati, zato ker se mi zdi, da zelo jasno postavil glih take temelje, ne? Se pravi, te osnovne pojme, ki jih rabimo, če hočemo razumeti, pa videti spolnost, tako kot jo cerkev vidi, oziroma tako kot jo vidi Bog. Tako da meni se zdi dobra ideja ga iti poslušati. Pa tudi njegov način je mogoče malo drugačen kot moj. Zdaj, če nekoga tole ni nagovoril, ga mogoče on bo. Zato, ker več uporablja se mi zdi neke prispodobe, bolj je konkreten, tudi bolj nekako jasno se mi zdi tudi reči, tako cerkev uči, to je smer, v katero gremo. Jaz ostanem ponad bolj na tako teoretičnem ozadju, pa mislim, oboje je potrebno, po mojem, konceptualno in tako, ne? Meni je všeč on glede tega, na kak način poveže vse te vsebine z tem temeljnim človeškim hrepenenjem. Napolni srce je pač meni ful ljuba knjiga, in v tem pač predstavi izvir, The Well, ki jo bo imel tukaj, mislim, da gre tako zelo v to smer, tako da bo, po mojem, bo zanimivo. Drugače pa ja, pač tako, ko sva govorila o teh stvarih, mi je na misel prihajala naša geneza v najin appu, pa recimo izziv Zakaj zakon, to sta 2 potovanji, ki smo jih že pred časom naredili in gresta precej poglobljeno v te teme. Geneza je čist brezplačna, 23 korakov, lahko naložite najin app in greste delati in boste vstopali v začetke teh tem. Mislim, da se vse skupaj malo dopolnjuje, pač za gradivo v zakonskih skupinah bo treba pa počakati na jesen. Ja. Najin app je dober glede tega, zato ker v bistvu greste v skupnem tempu. Ja. Skupaj berete isto stvar, se pogovorite o tem in postane konkretno. To je drugače kot pač poslušati nekoga, poslušati neko predavanje. Zato, da se v bistvu zakonca sama lota teh tem. In to je point. Ne samo vedeti nekaj več, ampak to nesti v odnos. Ja, pa počas, dnevno, malo mleta, te vsebine, pa jih potem bolj posvojiti, pa bolj spraviti v življenje. Saj si predstavljamo, da bo to tudi nekaj komplementarnega, ki bo gradivo zunaj, bo šlo nekaj delo na zakonski skupini, pa potem čez
čez mesec recimo pač še kaj obdeloval zraven. No. Tako da, ja, mislim, da je pomembno, da imamo te temelje dobro postavljene, ker na njih lahko gradimo zakon, ki zdrži v današnjem času, pa ga mogoče znamo tudi tako živeti, da še koga pritegne. Za razliko od tega, kar veliko krat tudi slišimo pri mladih, ne poznam nobenega, ki bi dobro živel te stvari. Ne. Tako da, dajmo biti mi tisti vedno bolj. Dajmo. Ja, hvala, Janez. Z veseljem, hvala za obilo. Ja, se še vidimo.